dijaki, spoštovani profesori, cenjeni gostje, dobrodošli na dobrodelnem koncertu Gimnazije Celje Center. Prvi dobrodelni koncert so naši predhodniki organizirali že leta 2007, mi pa to tradicijo ohranjamo in negujemo. V preteklih letih smo s skupnimi močmi zbrali že več kot 80 tisoč evrov v denarju ter materialu in to podarili v dobrodelne namene. Letošnji dobrodelni koncert organiziramo dijaki 4. D razreda. Zbrana sredstva pa bomo namenili občini Luče, kjer so letošnje naravne nesreče povzročile ogromno škode. Katastrofalne poplave so v trenutku spremenile življenje številnih ljudi. Mnogo jih je ostalo brez strehe nad glavo, še več je takih, ki nimajo osnovnih bivanjskih pogojev. Da znamo stopiti skupaj ter pomagati, smo pokazali tudi dijaki in profesorji Gimnazije Celje Center. Majhna pozornost namreč ne obstaja. Vsako dobro dejanje ustvari spremembo, ki je brezmejna. Zato hvala vsem, ki ste danes tu in ki ste prispevali za dobrodelne namene. Današnji program smo pripravili mladi kulturniki in glasbeniki GCC. Osrednji glasbeni gost pa bo zvezda slovenske hip-hop glasbe Nitke, ki se je nadvse srčno odzval našemu povabilu z mislijo, citiram, "Se vidimo 27. oktobra in veselim se, da bomo skupaj naredili nekaj dobrega." Konec citata. Z nami bo tudi slovenski komik Dejan Ikovic Buši. Iskrena hvala obema. Še posebej nas veseli, da ste danes z nami bivši predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, podžupan Mestne občine Celje, gospod Uroš Lesjak, nekdanji celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ravnatelji in ravnateljice ter predstavniki osnovnih in srednjih šol, cenjeni ostali gostje. Vsem se iskreno zahvaljujemo za vašo podporo. Najprej bi k besedi povabila ravnatelja Gimnazije Celje Center Roka Lipnika. Gospod ravnatelj, prosim, da se mi pridružite na odru. Spoštovani bivši predsednik Republike Borut Pahor, spoštovani podžupan Mestne občine Celje Uroš Lesjak, dragi gostje, ravnateljice, ravnatelji, spoštovani sodelavci, dragi dijaki. V izjemno čast in veselje mi je, da ste se udeležili današnjega dobrodelnega koncerta GCC. Tradicionalno že 16. po vrsti. Res lepo je, ko dijaška skupnost vsako leto najde nek dober namen, najde cilj in najde pogum, da organizira koncert, da se vse skupaj povabi in naredi dobro delo. Letošnji koncert, tradicionalno že 16. po vrsti, poteka tako kot tudi vsako leto tik pred počitnicami, da se malo sprostimo in naredimo nekaj dobrega. Iskreno sem hvaležen vsem, ki ste si danes vzeli čas in ste prišli kljub vremenskim razmeram, ki so danes pred nami, kljub temu, da smo tik pred počitnicami in ravno zato je prav, da smo se zbrali tukaj in si vzeli čas, da se malo razveselimo z dobro glasbo in z dobrimi dejanji. Današnji dan nadaljujemo dobrodelno tudi zvečer z naših 111, kjer bomo zbrana sredstva še vedno namenili občini Luče. Prav tako se dobrodelni prispevki zbirajo že cel teden z dobrodelno srajco naših dijakov umetniške gimnazije in dobrodelnost ta teden res na GCC ne pozna meja. Vsem skupaj hvala, da ste se udeležili, največja zahvala pa seveda organizacijskemu odboru pod vodstvom profesorice Metličar, vsem glasbenikom pod vodstvom profesorja Šonca in vsem nastopajočim še enkrat hvala, da ste se odzvali na naše povabilo in za današnji nastop. Iskren čestitke že vnaprej. Gospod ravnatelj, hvala za prijazne besede in vašo podporo.
Župan občine Luče nam je tik pred koncertom sporočil, da se zaradi zemeljskega plazu dogodka žal ne more udeležiti in se iskreno zahvaljuje za vse zbrane prispevke. Pozdravnemu nagovoru vabim podžupana Mestne občine Celje, gospoda Uroša Lesjaka. Izvolite. Dan, lep pozdrav. Seveda najprej spoštovani Rok Lipnik, ravnatelj in predvsem mentorica Ana Metličar, gospod bivši predsednik Borut Pahor, zbrano občestvo, veliko čast in veselje mi je, da vas smemo govoriti, kajti filantropija, poslanstvo, empatija, sočutje do sočloveka, predvsem takrat, ko se zgodijo najhujše stvari, pa tudi takrat, ko se ne, je zelo pomembno. In velik poklon vsem profesorjem in vesel, res počaščen sem, da imamo v naši sredini profesorje, katerih poslanstvo je izobraziti in predati to znanje, empatijo, sočutje dijakom, bodočim tem, ki bodo krojili bodočo Slovenijo. Vsekakor je Mestna občina Celje lahko počaščena in vesela, da imamo v svoji sredini takšno organizacijo, Gimnazijo Celje Center, ki 111 let obstaja, 16 let se ukvarjate z dobrodelnostjo in verjamem, da bo tako tudi v bodoče. Moj nagovor ne bo dolg, kajti moje poslanstvo je, da se vam poklonim, zahvalim in da veste, da vas nekdo na drugi strani v mestni občini vidi, opazuje in časti. Hvala lepa in veliko uspešno še naprej. Hvala. Gospod Lesjak, iskrena hvala za vaše besede. Drago občinstvo, preden zares pričnemo s programom, na oder in besedi prijazno vabim bivšega predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani profesorski in dijaški zbor, spoštovani podžupan, častni škof, vsi, ki ste tukaj v tej čudoviti dvorani, te čudovite gimnazije. Lep pozdrav z moje strani. Vašo gimnazijo sem bil spoznal še preden sem mi pred leti vročil jabolko navdiha. Od tedaj naprej pa se nekako čutim, če me sprejmete za vašega prijatelja in sem hvaležen, da ste mi tudi danes poslali vabilo na to sjajno prireditev. Rad bi se vam zahvalil, ker med desetinami vaših sjajnih obveznosti, dolžnosti, dejavnosti uvrščate tudi dobrodelnost. To, da mladi ljudje razmišljate o skupnosti, o solidarnosti, o tem, da si moramo pomagati, je nekaj, kar vzbuja upanje, da se nikoli naši narodni in državljanski skupnosti ne bo pripetilo tako hudo, da si ne bi mogli stati ob strani in tudi to tako hudo premagati. Sjajno, ta današnji koncert bo sicer za zabavo, ampak to, da mladi ljudje s tako dobroto razmišljate o tem, kako pomaga drugim, je navdihujoče. Hvaležen sem vam, da sem lahko zraven in komaj čakam, da se bom z vami zabaval. Zelo lepo se imejte. Gospod Borut Pahor, hvala za vaše besede, vedno nas navdajajo s prijetnim optimizmom in mladostnim elanom. Čas je, da spregovori glasba. Drago občinstvo, prisluhnimo Gypsy Sextetu s skladbama 1000 let ter Lipe Lipe. Jaz bi hodil časih, travnik dek za modro nebo. Jaz bi nekaj z dušo, dovolj ki často. Tvoje oči name danes gledajo, tvoje roke me objimajo. Jaz bi nekaj z dušo, lepo mi bo. Daj mi, da bom tvoja, saj še 1000 let. Povej mi, da me ljubiš z biseri v očeh. Zapri oči, ne misli
oči, me stisni, pozabiva na čas. Jaz bi hodil časi, travnik tehta modro nebo. Jaz bi nekaj z dušo, dovolj je ti často. Tvoje oči, naj me danes gledajo. Tvoje roke, me obnimajo. Jaz bi nekaj z dušo, lepo mi bo. Baby, da bom tvoja, saj že 1000 let. Povej mi, da me ljubiš, z biseri v očeh. Zakrij oči, ne misli, naj boža me tvoj glas. Zapri oči, ne stisni, pozabiva na čas. Ko štirje letni časi se svetu vrnejo, naj ne bo drugače, samo še bolj močno. Ko mi pa bova siva, še moramo nebo. Uživaj v življenje, najlepše najino. Uživaj v življenje, najlepše najino.
spoštovani profesori, cenjeni gostje, ponovno pozdravljeni na današnjem dobrodelnem koncertu. Kmalu se mi bo na odru pridružil zgornje savinski stand-up komik Dejan Ikovic Buši. Skozi koncert vas bova popeljala na malo drugačen, ali še bolje povedano, enostavno drugačen način. Ko smo sošolci razmišljali o uničujočih posledicah poplav, so nas prevzemali težki in temačni občutki, zato smo se odločili, da bomo današnje druženje obarvali nekoliko bolj humorno in lahkotno. Dobar dan, dajmo en aplauz za Razma Hrena. To je ten aplauz, vidiš. Človek, ki se danes bori s tremo, pa že 18 velikih noči je preživel, mislim, to je tudi en dosežek, da si hren, pa da te ne bojejo. Drugače, ja, hvala lepa, ko ste se zbrali v takmele število, mislim, sicer alternativa je bila KPUK ali pa da ste odzumno na dežju, tako da samo vseeno, hvala. Verjetno to, da ste povabili mene, pomeni, da Gašper Bergant ni imel cajta. Jaz sem drugače iz Solčave, zdaj, to, da vam malo urišem, Solčava sicer ni tak majhen kraj, je pa zelo redko poseljen in zato smo tudi zelo veseli, da se vas nabere tukaj na kupu, kot vas je danes tule, po mojemu, za ne 3 Solčava, pa pač, da nam pomagate. Da vam malo urišem, kako izgleda tak majhen kraj, zdaj, razen ti si rekel, da si iz Cela, ne? Koliko vas je bilo v osnovni šoli? V razredu, vsaj. 15-16. 15-16 je nedeljek, več? 2 oddelka. 2 oddelka, zaprav 50 na generacijo približno, ne? No, pri nas je podružnična šola, imamo 4 razrede, pri nas je 20 učencev na celi šoli, a veš? To, ko pride dan za slikine, gre cela šola ven, se slikajo vsi naenkrat, da se malo prešpara, ne? Imamo 2 učiteljici, vsaka uči po 2 razreda, tako da pri nas, če si padel razred, nisi zamenil učilnici, si se sam presedel, z ene klopi v drugo. Tudi recimo, ko so razdaljevali teste, niso rekli, tata kolona bo A, tata bo B, so rekli 3., 4. razred. In en sošolc imel probleme z matematiko, pride učiteljica po testu, mu prinese test nazaj, rekla, veš Jure, zdaj si se pa potrudil, je bilo za 2, sem škoda, ko si 4., pisal si pa za 3. Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, nas je bilo 8 in mi veljamo še za močno generacijo. Ko smo šli naprej v 5. razred, v Lučem Savini, smo se prvič igrali med 2 ognjima, ko prej nas ni bilo zadosti. Leto mlajši od nas so bili 4, oni so le šli na zaključni izlet z osebnim avtom. Zdaj nas je bilo 8, leto mlajši 4, moj brat je pa edini 85-letnik v Solčavi. Res, sam svoj letnik. Tako da je mogla iti po ena gospodična, rojena 86. februarja zraven njega v šolo, ker po zakonu morata biti vsaj 2 učenca, da se pouk sploh izvaja. Zdaj, če en zbolijo, je falilo pol razreda. Pri glasbi sta se šla Einzeri, Zweieri, ki je učiteljica spraševala, ni mogla uporabiti tune klasične, ko smo jo vsi čuli, kjer ga smo danes pa iti po redovalnici, tako da začela kar an, van, 5 podgan. Sem pa kmalu ugotovil, da če začne an na njemu, da bo on vprašal, tako da pol se starši pritožili, da mora imeti vsakič drugo ištevanko. Je pa kmalu ugotovil tudi, da če piše negativno, da avtomatska tretjina. Od takrat naprej so pisali samo, kaj se imel cajt pripraviti. Ko sta šla k prvemu obhajilu, sta zgledala kot ženin pa nevesta. Je prej še en turist vprašal, če je ciganska poroka. Pa zdaj, če smo želi pri ciganskih običajih, mojega brata je star fotor naučil voziti avto, ki je bil star 6 let. Ne zabavam se. Vozil je tako, da se je naslovno na zidski bil premejhen, da bi drugače do pedalo dosegel. In majster se je na prvi šolski dan osnovne šole pripeljal z avtom. Veste, kaj je rekla učiteljica? Pelj se domov, pa prid peš nazaj. Pa je seveda samo gled starši v šolo, je rekel fotor, ja pa mondar se ja ni v koga zaletu. Ja to ne. Ja no. Pa problem. In za kanček ironije, zdaj je šofer, tako da on se v bistvu že pri 6 letih naučil vse, kar rabi za življenje. Zdaj sem pa zaključil do svoj uvodni nagovor. Oprosti, malo sem gostobeseden. Hvala, Dejan. O poplavah se je precej govorilo tudi v medijih, ki so nam pokazali le delček slike. Kako je bilo pri vas? Sam namreč živim v Celju, kjer nam je narava nekoliko bolj prizanesla. Mislim, čisto iz mojega vidika je bilo tudi tako, ne. Mene kliče ena kolegica v 5. zjutraj, sem mislil, kaj je zdaj narobe. Jaz sem se zdaj sicer preselil malo nižje dol tam pri Rečici v Savini in sem tak na eno hribčko, ne. Pač se nisem oglasil, se zbudim, da bom šel v službo, me še enkrat kliče, sem rekel, kaj je pa, kaj ti je? Je rekla, ja,
a nič ne čuješ. Včeraj si se še zaprkal, če bo konc sveta, danes pa takle. Pa jaz, gledam čez okno, dež pada, je rekla, sirene so, vse poplavilo, ne. In pa sem se usedel v avto, sem se pelil, z ene strani je bila Savinja, taka, da je še v življenju nisem videl uno, ko vidiš, da ti celo drevo nese, tako rečeš, ok, tole pa ni glih najboljš, na drugi strani dreta in pol v bistvu nisem mogel nikamor, bil sem samo doma pa čakal, če bom lahko vzpostavil kak kontakt tudi slučajno s svojimi domačimi. In pol enkrat po parih urah me kliče ena čudna številka, satelitski telefon, brat na telefonu. To je ta brat, ki je šofer. Drugač, moram povedati, da on je malo pretegnen. Je samo svoj človek, ampak ima pa mnogo talentov, ko v apokalipsi zelo prav pride. Na drugem je delal tudi mehanično šolo, pa zdaj zna bagerja voziti tudi. In mi reče, tada mi je rekel poveljnik civilne zaščite, ki je bil tam en bager, lej, če ga lahko usposobiš, dej ga. In je šel ta žičke zvezu, da so ga vžgali in je šel malo kopati. Veš, to je tak GTA, slučava apokalipsa. To je ta varianta. Sedaj pa menim, da je čas za malce glasbenega predaha. Na oder vabim skupino The Schlagers, ki se nam bo predstavila s skladbama Prisluhni mi in Lahko sem srce. takšnih situacijah, takšnih težkih situacijah najpomembnejše to, da si ljudje pomagamo in držimo skupaj. In verjamemo v pregovor, da po vsakem dežju posije sonce. Sedaj pa vabim na oder kantovsko vokalno zasedbo Favozo pod mentorstvom profesorja Daniela Berdena. Skupaj s fanti in s bandom Schlagersi vam bomo zaigrali pesem Vrača se pomlad.
Fantje, oder je naš. Njena soba, majhna, lepa, šopek rož. Bela okna so zastrta, dan je noč. Čudovito, kakor sanje, je telo. Zagrani se potaplja v mok megle. Vedno znova tisoč majhnih nežnosti. In poljubi so obljube večnosti. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jada ptic znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubezen ne. Srcu si vzmlad in rad bi osvojil svet. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jada ptic znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubezen ne. Srcu si vzmlad in rad bi osvojil svet. Srcu si vzmlad in rad bi osvojil Famoza in The Schlager. Zdaj mu še en aplavz za Famozo. Kakor je narava zadnje cajte zmešana, tudi oktobra cveti, tako da mislim, da vrača se pomlad, tudi oktobra je lahko na odru. Šlager si boji še ostali znam. To bi še rekel, v takih težkih cajtih so ljudje malo previdni, kaj lahko rečeš, pa kaj ne. Jaz pa mislim, da je najbolj važno, da se glih v teh cajtih, ki je najbolj zafrknjeno,
znamo pohecati. Recimo, ne vem, a veste, kaj reče Zgornji Savinjčan obiskovalca avgusta 2023? Oprosti, samo nimamo glih pospravljeno. A veste, na tak način se človek tudi malo sprosti v stresni situaciji. Zdaj mislim, da sem že za dosti dolgo govoril, da se je basist zamenil. Ja, ne, že imamo vse preštimano. Zdaj vam bodo šlagerci sporočili, da je vsak izmed vas lahko srce. Je voda, je zrak, je to skučen korak, je jutro, je dan in večer, je prvi pozdrav, vse pozvano igra. Je glas, je tišina, je prijetna bližina, je nekaj kot čudo nemih, je modra, je rdeča, je smeh in je sreča. Lahko mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. S teboj mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. Si zame kot zrak, si mu skriti odak, obraz, ki oblak je spodaj, si nasmeh in pozdrav, si me končno spoznal. Zdaj je dan zaživel in je svet bolj vesel, besede so našle pome, so prišle dobre vile, so se sanje zgodile. Lahko mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. S teboj mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. S teboj mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. S teboj mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. S teboj mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. S teboj mi je tako lepo, samo vlak, sem nebo, s tabo upam si vse, lahko sem srce. Tudi na socialnih omrežjih je bilo mogoče videti veliko objav in posnetkov na temo poplav. Te so marsikoga inspirirale, da je napisal kakšen spodbuden komentar ali pa celo pesem, in ko sem zadnji scrollal po tvojem Instagram profilu, sem videl, da si tudi ti sam napisal eno pesem na to temo. Bi da mogoče lahko jo zaigral in zapel. Seveda upam, da jo bom sposoben. Drugač, pesem govori o temo. Jaz bi rekel, da socialna omrežja, sploh Facebook, se mi zdi, da pač zmeraj bolj ugaša, kar se tiče kakih konstruktivnih debat. So bile tako prve 3 dni še nekako uporabne, da si malo zvedel, kaj se dogaja, pa se je pa že začelo, ne. Ja, zdaj pa levi bolj lopatajo, pa desni bolj lopatajo, itd. Skratka, vse te misli v teh nepotrebnih debatah
sem združil v pesem in sicer cela premisa je pa, da v Zgornji Savinjski smo dejansko veseli, če imamo kaj za pospravljati. Prišel je dan, ki je spremenil vse, ko je narava pokazala zobe. Katastrofa, kot je ne pomni nihče, se trgati srce, prebogiti ljudi. A že čez nekaj dni se najbolj važno zdi, do najbolj usrane škorne ima. Do čistit bolj hiti, levi ali desni, kjer politik boš lopata zna. Ne izgubljaj energije s političnimi obrazi, že miraš kreditno in denar nam zdaj nakaži. Ker zbiramo za ljudi, ki nimajo kaj pucati. Ker zbiramo za ljudi, katerih hiša več ne stoji. Je treba skregati se, kdo zdaj za to kriv je, kdo tu odgovornost ima. Je bil posredni harp ali pa vladni štab, nekdo bo plačal, če bomo najti ga. Brezpredmetne prepire se raje ne zapletaj, namesto svojim gobcem s denarjem rajšo pletaj. Ker zbiramo za ljudi, ki nimajo kaj pucati. Ker zbiramo za ljudi, katerih hiša več ne stoji. Seveda ni težko pametno biti zelo, če oddaleč nas obkim spremljaš tu. A če te doleti, da nimaš ki spati, tu je mnenje ne pomagati. Sej ne pravim, da si morate zdaj trgati od ust, tudi noben ne bo hud, če grete na dopust. A če bi vsak od nas zdaj le en evro dal, bi v sekundi 22 milijona že nabral. Ker zbiramo za ljudi, ki nimajo kaj pucati. Ker zbiramo za ljudi, katerih hiša več ne stoji. Seveda naj na koncu rečem vsem en velik hvala, ki ste kakorkoli pomagali, da bi se naša dolina spet pobrala. Če pa rad bi bil v družbi prav poseben car, zdajle je še čas, da naj zakažeš kar. Ker zbiramo za ljudi, ki si nimajo kaj pucati. Ker zbiramo za ljudi, katerih hiša več ne stoji. Ki nimajo več kje spati. Čeprav so vse življenje delali. Vidiš, Erasmus, saj ga kdaj treba, mene tudi sem da kitaro primem. Dejan, hvala ti. Hkrati bi se ti rad zahvalil, ker si se odzval današnjemu povabilu. Kljub temu, da je bil poznan rdeč alarm in vse. In upam, da boš varno prišel domov. Ja, hvala lepa vam, dajmo že prosim tudi en aplavz za Niko. Menda gre v medicino, sem jaz mislim, da tudi politična karijera bi čisto lepo se speljala. Hvala, zdaj pa grem hitro domov, da mogoče pridem. Na oder pa zdaj vabim Zojo Borin, dijakinjo 4. A, ki se nam bo predstavila s plesom. Like the branches of a poplar tree, eyes like the ocean of the great blue sea, love just like my mother's, a price that's not free. Ooh,
koncu dobrodelnega koncerta, a najslajše nas še čaka. Dragi dijaki, naj konec koncerta ne pomeni tudi konca vaše dobrodelnosti. Jutri se začenjajo jesenske počitnice. Prebudili se bomo v zaspano, ležerno, brezskrbno jutro. Pa se bodo tudi vsi naši sovrstniki. Ozrimo se okoli sebe, pomislimo na ljudi, ki bodo za naša majhna, bežna dejanja neizmerno hvaležni. Bodimo prijazni in dobri, kadarkoli je to mogoče. Morda spoznamo, da je to vedno mogoče. Z vašo pomočjo smo danes dokazali, da na GCC to zmoremo. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali in s svojim prispevkom soustvarili lepši jutri. Draga Nipke in Buši, še enkrat iskrena hvala, vajne geste ne bomo pozabili. Hvala dijakom 4. D razreda za nesebično organizacijo dogodka. Zahvaljujemo se vodstvu šole za podporo ter profesorju Šoncu in mentorici dijaške skupnosti, profesorici Metličar, za koordinacijo in mentorstvo. Skupaj smo ustvarili nekaj čudovitega. Drago občinstvo, z veseljem vam sporočam, da smo skupaj zbrali več kot 3300 evrov. Hvala. Zbiranje prispevkov bomo nadaljevali tudi v večernih urah na dobrodelnem druženju generacij GCC. Letos obeležujemo 111. leto delovanja naše zgradbe. Dogodek pa smo naslovili Vokalna eksplozija GCC. Vabljeni, da se nam v telovadnici ponovno pridružite ob 19. uri. Vsi, ki bi želeli, lahko prostovoljni prispevek oddate tudi sedaj škatlo pod tribunami. Hvala. Sedaj pa trenutek, ki ga vsi že nestrpno pričakujemo. Dragi dijaki, na oder prihaja Nipke. En lep pozdrav, Celje. Kako smo? Jaz ne bom prav veliko govoril, zaradi tega, ker se mi zdi, da je bilo toliko veliko lepega in dobrega povedanega že. Sem vesel in počaščen, da sem lahko danes tukaj z vami, da lahko naredimo skupaj nekaj dobrega in upam, da se boste zabavali z mano. DJ. No, v vsakem primeru. Jaz sem bil postavljen na svet, da se naučim živeti mogu. Trdo bom delal, če bom hotel kaj imeti, starši me učili so. A niso vedeli, da sem jaz bil za blokom, so imi kankadil so. Bil so, delali pizda, rije so razne, tekmovali to hitrej, avto, radio, mazne, vadijo zvočnike, kradejo plazme, ka bi videl, koliko hiter se trafika izbrati nekje. Od tega do tiska, da kdo ne opaz me bazu v šoli, moram reči, sem se kar dokazal, no nekako easy, prlezo do faksa, pa sem hiter videl, da nekako poleži mi praksa. Redna služba, plačuje se taksa, ista družba, pes neki taska in čeprav sem prav, pa ga smokam že dolgo sebi, vem, da nisem slab človek, pa kaže. Lobi delal šolo, ampak ne, lobi dal stol pred 11, pa ne gre. Lobi delal to, lobi ni slobi, nič lobi vse, ampak ne, mene čisto všeč, koga je. Lobi delal tretnik, pa ne gre. Lobi imel kaj več prvih letnik, ampak ne, pa pravi lobi to, lobi ni slobi, nič lobi vse, ampak ne, mene čisto všeč, koga je. Pa mi je rekla, Matej Boštjanu, vzam se že v roke. Ne delam neki, ne se izogibam stoke. Le koliko si star, mater, lobi imel že otroke, jaz pa čudenjo pogledam, rečem, dober mami, okej. Ne mi to, vse imaš prav, sem odrasel, sem, kar se pa tiče otrok, vse ob svojem času, lej, ne rabaš nič skrbeti, sej se mi ne pučka, ko bo prišel čas ta prav, boš tudi dobila vnučka, veš.
Do takrat sva pa jaz pa moja muska, zanjo bije moj srce, zanjo grejo čustva. Biti hrana so studio, je dom, tam mi igramo se, delamo ludilo na mikrofon, počutimo se živo, ko širimo pozitivo, ko končamo, gremo eni na drugi na pivo in tako nekak zgleda moj navaden dan v letu in ne bi ga spremenil za čist nič na svetu. Bi delal šolo, ampak ne, bi ga vstal pred 11, pa ne gre. Bi delal to, bi pisla, bi nič, bi vse, ampak ne, meni je čisto všeč to, kaj je. Bi bil odvetnik, pa ne gre. Bi bil kaj več prvih letnik, ampak ne. Pa pravo bi to, bi pisla, bi nič, bi vse, ampak ne. Mene je čisto všeč to, kaj je. In verjemte mi, nisem imel plana delati hitiča. Hotel sem sam, da spoznate Boštjana Nikliča. In tale Bitiča kliče tega Nikliča, kje je tretja kitica. Se veš, da to, kar Niklič ima, Niklič da. Kar vprašte okol, da ko sem bom ostal, spremenil se nam nikol. Delal bom rock'n'roll, house pop ali pa reggae, furil svoje cune s feelingom. Daj ta pa begi štekaš, obleka itak ne naredi človeka, obleko naredi človek, že od pamti veka. Moram iti, ker se tale kitica izdeka, zato bi rad povedal sam še tole preden neham, veš. Same pomemben je to, kar čutam in tega ni na seznamu stvari, kaj jih lahko upam in dubo bom se, če bom delal pa bil vztrajen. Pa tudi če ne bom pozabil, s kje prhajam. Bi delal šolo, ampak ne, bi dal stol pred 11, pa ne gre. Bi delal to, bi pisla, bi nič, bi vse, ampak ne, meni je čisto všeč to, kaj je. Bi bil odvetnik, pa ne gre. Bi imel kaj več prvih letnik, ampak ne. Pa pravo bi to, tist, nič, vse, ampak ne, meni je čisto všeč to, kaj je. Hvala lepa. Predvidevam, da se mi razumemo. A vi mene razumete? Ok, to mi je všeč. DJ, kar spustim. Sem mislil, da me noben ne razume. Noben me ne? Kot majhen sem hotel klavir pa psa, skozi sem sanju, hva da bi imel psa v dvosobnem stanovanju. What? So mi rekli doma. Bed, pa se prklemno imajo isti flat, ampak kleman ga ima. In kot otroka se podrl mu je svet. Rad bi imel psa, ampak me noče razumeti. In posle, platom bova trudila, aha, bova mogoče le spomlad dobila pudla, pa sva dobila psa, neki časa je bil mir, igrala se z njim doma, jaz sem hodil klavir. In po je bilo, Boštjan, počakaj mal, sej bi tega kupa lega, sem kam ga bomo dal. In po se bojo še sosedje pritožal, pa sem jih prosil na kolenih, sam še zmeraj bo premal. In pri tem je tudi ostal, kupal so harmonkovi, pa me v glasbeno upisal. Ej, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Sam čistna, noben me, zakaj noben me ne razume? Sam čistna, noben me ni poštev. Zakaj noben me ne razume? In ja, pa sem mogel res pet, učit se note raztegvat meh in to celih 6 let. Pa se ne rečem, se sem neki se naučil, ampak kaj, ker nisem mogel delati tega, kar sem čutil. Pa skozi neki potrpet, pa ugajat, moraš biti zadovoljen z menjim, začet pa ustrajat. Ali v letih začel mi je dogajat, hotel plesat hip, hotel pol, baby girl, slad, jej. Popome fotar ne razume, pa kaj ti bojo toliko prevelike cune in štacune. Ma me gledat koliko, kar da padu sem iz lune, reka, nad se ne učiš, cele dneve si od cune. Cela soba čist popisanega papirja, pa kar nisem mogel videti, da sem čist izvan okvirja. Tudi brez klavirja sem se znajdel čisto, pa če noben ne šteka, meni je važno, da imam hip-hop. Noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne, noben me ne razume. Noben me ne, noben me ne, noben me ne, da vas slišam sam
razume, sam v svojem svetu, čist na X planetu, mene ni poštekal. Zakaj noben me ne razume, zume, yeah, noben me ne razume, yeah, noben me ne razume, yeah, noben me ne razume, noben me ne razume. Hvala lepa. Yup. 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 Aha, aha. Yup. Aha, aha. Yup. Aha, aha. Yup. Aha, aha. Jaz sem sam svoj, čim izvan verja. Ne rabim, da se me primerja. To igro bi vsi igrali. Alofon, vsak je svoj orina. Oj, jaz sem čim izvan verja. Ne rabim, da se me usmerja. Spominja mi me vsi komad. Alofon, pote skozi origina. Moj mind je free, jaz sem out of the box. Nočem biti kot vsi, ker ostalih je že dost. Moj mind je free, jaz sem out of the box. Nočem biti kot vsi, ker ostalih je že dost. Ime Boštjan, pišem se Lipič, frenti me kličejo Nitke. Živim v Ljubljani, spet delam hitki, človeka bi reče, da je hitka. Še zmeri sem dubu klaverja, še zmeri sem z izga naselja, še zmeri da full dog spin, za mene je vsaka nedelja. Delam to muziko za vse moje pene, stare in mlade. Mene vrhunsko, kreiram komade, poberam nagrade. Ponavad se ne hvalam res, to ni v moji navadi. Jaz sem izvan okvirja, tako kot moji komadi. Oj, jaz sem čisto izvan okvirja. Ne rabim, da se me primerja. To igro bi vsi igrali. Alofon, vsak je svoj origina. Oj, jaz sem čisto izvan okvirja. Ne rabim, da se me usmerja. Spreminja mi me vsi komad. Alofon, pote skozi origina. Moj mind je free, jaz sem out of the box. Nočem biti kot vsi, ker ostalih je že dost. Moj mind je free, jaz sem out of the box. Nočem biti kot vsi, ker ostalih je že dost. To je moj drug, bil sem posrečen otrok. A slišaš ta zvok? Jaz bom kar večen otrok. Ne razumem, v katerem konfliktu. Zakaj? Zato, ker me nikoli ne vidite na delovnem mestu. Imam svoje navade, ne maram pit kave, ne jem zelenjave. Ne moram biti brade, včasih grem enega narola do Save. Noben me ne more spreminjati in niti ne raba se strinjati. Jaz sem pravam, life je bolj zabaven izven okvirja. To mi deli cele. Jaz sem samo svoj. Jaz sem, aha, aha. Jaz sem, aha, aha. Jaz sem samo svoj. Jaz sem, aha, aha. Jaz sem, aha, aha. Jaz sem samo svoj. Jaz sem, aha, aha. Jaz sem, aha, aha. Jaz sem samo svoj. Jaz sem, aha, aha. Alofon, pote skozi origina. Hvala lepa. Naslednji komad ima naslov Kdaj bo hit. In ta komad sem napisal v obdobju največje kreativne blokade. To je ono, ko ne moš niti ene rime napisati, kaj šele kitico, kaj šele komad. Yeah. Moram biti iskren, v zadnje pol leta napisal sem en refren. Folk si bo mislil, da sem rakolen.
Leten komad je prišel ven jesen, mater sem fenomen, ne vem kaj naj povem. Mogoče bi mogel še z enim imeti tandem, mogoče bi mogel skurcati naš sistem, mogoče bi mogel manj razmišljati, kaj bi mogel, mogoče se lik zaradi tega, ker non-stop razmišljam, vrtim v tem krogu. In pol vsi so mi pametni, nikje pa kaj bo kaj novega. Lik včeraj sem pisal komad, sem spisal na polga, nisem imel več inspiracije in pol se začnejo frustracije. In ko enkrat ne čutam vibracije, pogrem rad pisati kar novega, non-stop v glavi mi loada, fa koliko je ta kitica dolga. Pišem ta part, da mi greže na jaz bi sam rad dokončal ga. Manjka mi sam še na koncu, da rima na o, men pa ni dost, da se rima lepo. Sam še zmeri večino zanima samo, kdaj bo hit. Yeah, folk me skozi sprašuje, kdaj bo hit. Cele, a bo solo, a bo fit, da ga slišam. A kdaj bo hit, kaj če bi folk kar mal počakal, nisem tovarna, da jih štancam tako kapote kočem. Dost je bilo singlov, jaz sem artist, kar pomeni, da hočem album, kadar ustvarjam, ne maram pritiskov, ampak založba hoče datum, Ne pišem komadov, da pribi zažure, ne, ka pišem, gledam, da sestavljam kompleksne strukture. Če se hočem izražati, ne jebem cenzure, ne, folk si pa sploh ne predstavlja, da pišem jih ure in ure in ure in ure. Ko se nabirajo parti pa kitice, folk me živcirajo skozi ene kritike, feni bi radi imeli skozi nove hitiče, jaz pa hočem, da vse je do pikice, ne uporabljam besed za mašilo, moj komad mora imeti tudi sporočilo, mora imeti feelinge, mora biti stilom, sem stari, ne moram ga pisati na silo. Sam ka enkrat napišem ga, vem, da bo si, ker bom noter usedel. Zame bo hitu, če nimam ogledov. Zadan laj more biti zmeri legit, enkrat je treba zaključati kaj shit. Jaz bom šel zdajle kar enkrat skatit, si kar obstaja nekdo, kam v tole bo hit. Ampak folk še zmer sprašuje, kdaj bo hit. Hvala lepa cele! Ok, jaz se z naslednjim komadom poslavljam. Upam, da bo afirmacija ostala v ušesih, da se bomo imeli radi naprej, da nas čakajo dobri časi, da se imamo radi, da smo skupaj, da si pomagamo. In to je to. DJ, spin that shit. Glej, svet je vstomila, ne greva domov, da povej, kam greva jaz. Ker sva skrb se mava dober, ker sva skrb se mava dober, skrb se mava dober, ker sva skrb se mava dober, skrb se mava dober, ker sva skrb se mava dober, skrb se mava dober, ker sva skrb se mava dober, sonce ga šana, se greva se blok, kaj delaš, baby, greva en krog. Nisem končal s svojim bendom na vaj, čez 15 minut te poberam na postaji, bye bye, zmeri on tam, nikoli nima veze, kaj prideva nazaj. Včasih prideva skrivaj, sedaj to je najnobičaj, na balkonu z mano ješ, ži zažgane palačinke, pijaš sok za razrečet, skupaj štejeva utrinke, pričava v muski, pa pomam še v čustvi. Smejva se s polnimi usti, mava še sam dva bombona, baby, daj povej mi, kjer okus bi. Tok si huda, da makar slabo vest, mal sva čudna, za mene to všeč, sva do jutra, kar naenkrat ura je 6. Lej, svet je vstomil, ne greva domov, da povej, kam greva jaz.
Ker sva skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mava dober, ker sva skup se mava. Nama sedejo ga dolgi sprehodi, takrat pozabam na vse, imam slab dan, ali pa kakega čilava v vodi. Lahko sva cel cajt tih, pa še zmeri je fun. Baby, ti si res tok huda, včasih malo luda, to ti zaupam, da ti lahko rečem bruda. Ali pa moj bonsai, včasih greva skup tudi skaj. Taka bejba, ki si ti, je 1 na 2 milijona. Take bejbe, ki si ti, modeli čakajo kolona. Ej, dej poglej me v oči, da te vidim, dej prid malo bližje, da te slišam. Svet se mava res tok dober, ker baby, ti si digitil, ti dišem. Tok si huda, da manjka slabo veš, da sva čudna. Za meni je to všeč, sva do jutra, kar naenkrat ura je 6. Lej, svet je ostal, mi dva ne greva domov, da povej, kam greva jest. Ker sva skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mava dober, ker sva skup se mava dober, skup se mamo dober, ker smo skup se mamo dober, skup se mamo dober, ker smo skup se mamo dober, skup se mamo dober, ker smo skup se mamo dober, skup se mamo dober, ker smo skup se mamo dober, Hvala